Če je nekaj neznano, še ne pomeni, da ni vredno pozornosti. Korejski SsangYong pri nas sicer ni čisto nepoznan, gre pa vseeno za eksotiko v zadnjih letih, ker prej enostavno niso imeli modela, ki bi bil domačim kupcem blizu. Kot vedno je problem v denarju. SsangYong so Indijci rešili po bankrotu, zdaj pa s polno paro naprej. In morda se vse skupaj obrne že s tem Corandom, ki ima vse, kar imajo uspešnice v zelo popularnem SUV segmentu. Vse skupaj po zelo ugodni ceni. Bom najprej samo naštel dejstva, da boste lažje razumeli. Dvolitrski dizelski motor, kljukica. Štirikolesni pogon, kljukica. Samodejna klimatska naprava, jasno. Potem USB, Bluetooth, tempomat, parkirni senzorji, ogrevana sprednja sedeža, 17-palčna lahka platišča, LED luči in to je pomembno, zatemnjena stekla, vse kljukica. Pa še nisem naštel vsega. No, z obveznim popustom in 5-letno garancijo tole stane 24.000 evrov. Pa najdite enak paket za manj denarja. Ne bo lahko. Ampak tudi takšnemu moram pogledati pod pločevino. Prostora je veliko, to je tako jasno. Tudi na zadnji klopi, ki ima celo po naklonu nastavljiv hrbtni del, kar pomeni, da bodo kakšne dolge vožnje udobnejše. Obenem se klop lepo zloži in ustvari skoraj čisto ravno površino za prevoz večjih predmetov. Materiali so ceneni, to je jasno, ampak izdelava niti ni tako slaba. Tudi razporeditev stikal in predalčkov se mi zdi čisto v redu. Položaj za volanom Korejci tudi že obvladajo, vse je tako, kot mora biti, se pa še vedno slabo odrežejo pri občutku na njem. Med vožnjo je vse preveč odsotno, premalo je upora na volanu in premehko je, preveč spužvasto deluje. Nekaterim je všeč ta mehkoba, ampak če gledam zgolj občutek in ga primerjam s tekmeci, je to slabše. Tudi lega na cesti je kljub pretrdemu in preglasnemu blaženju premalo odločna. Želel bi si manj nagibanja karoserije in sedežev z malo več bočnega oprijema znotraj, imajo pa dobro ledveno oporo, kar je fino za dolge poti. Motor je za moje pojme idealen za tak avto. Dvolitrski dizel z okrog 110 kW, torej slabimi 150 konji, povprečna poraba pa je okoli 7 litrov. Moti me sklopka, ki nekam čudno popušča in mi Corando pri izpeljevanju dostikrat cuka, prav nič ne pomaga, niti to, da je motor precej len v spodnjih vrtljajih, dobro potegne šele pri 2000. Tukaj se vidi, da bo treba vložiti še precej v energijo, mislim denar, da bo tako dobro kot pri konkurenci. Menjalnik ima 6 prestav, ampak se pri hitrem prestavljanju zatika, 4-kolesni pogon pa je enostaven, elektronski. Ko je potrebno, se moč prenese še na zadnji kolesi, če je kriza, lahko pogon tudi zaklenete, razmer je pol naprej, pol nazaj, ampak ne pričakujte čudeža. Priznam, glede na prejšnje modele je tole svetlobna leta naprej in upam, da bo naslednji še boljši. Temu vseeno malo zmanjka pri voznih lastnostih, tudi če odmislim ugled znamke. Evo, Korea can do, Koreja zmore, to dejansko pomeni Corando. Čeprav je Korea can do it. Boš.